Prvič ga vdelamo v zemljo tako, da zemljo prelopatamo. No, to drevo je res nekaj posebnega, je velikan med jelkami na Pohorju. Če v rastlino pogledate in vidite takšne korenine, zelene, potem morate še počakati, da postanejo srebrne. Na vrtu imamo ilovnato zemljo, ki bi jo radi obogatili z ogljem. Ilovnata zemlja ima to slabo lastnost, da jo dež precej zbije in jo je spomladi težko razpustiti. Če tej zemlji dodamo oglje, potem dobimo mešanico, ki je bolj rahla, in oglje ima v zemlji to funkcijo, da je v bistvu skrivališče za mikroorganizme. V samih delcih oglja je veliko število por, v katerih se ti mikroorganizmi naselijo. In oglje, ki predstavlja čisti dušik, je v bistvu skladišče dušika in hrane za rastline. Istočasno ima oglje tudi veliko vpojno moč vode in nam služi kot rezervoar v sušnih dneh. Oglje lahko naredimo sami. Potrebujemo lesne sekance, kose lesa ali polena in sod, v katerem te dele lesa segrevamo pri visoki temperaturi. Pri tem se lahko hlapljive snovi izločijo, ostane ogljik, ki je spužvaste oblike. Damo ga v kompost, čez leto pa kompost z bioogljem posujemo ali vdelamo v vrtno prst. V zemljo lahko dodamo tudi kupljeno oglje, ki ga prej zdrobimo in za 1 leto prav tako zakopljemo v kompost, da se vanj naselijo mikroorganizmi. Sedaj bomo tole oglje, ki smo ga obogatili v kompostnem kupu, razporedili po površini zemlje. Potrosimo lahko do 2 kg oglja, suhega oglja na kvadratni meter. Prvič ga vdelamo v zemljo tako, da zemljo prelopatamo. Naslednjič pa ga lahko potem dodajamo samo tako, da ga posujemo po površini in zastremo z zastirko. Zgodovina uporabe oglja je zelo dolga, par tisoč let, vendar je to znanje potem sčasoma zamrlo. Medtem ko v sedanjem času pa je uporaba oglja v kmetijske namene spet postala aktualna. Zato, ker nam oglje v bistvu povečuje rodovitnost zemlje, izboljšuje kvaliteto, istočasno pa s pomočjo tega oglja skladiščimo ogljik, ki bi drugače ostal v atmosferi, v samo zemljo. Tako imamo kar več dobrih stvari obenem. Še ni. Kot zemlji dodajamo oglje, smo jo samo prvič prelopatali, zato da oglje pomešamo z zemljo. Nato pa jo pokrijemo z starim gnojem, praktično pol leta, tako da je to že napol kompost. In to zastirka ostane na površini zemlje celo zimo. Mikroorganizmi iz tega komposta, pa tudi deževniki, ki so že v njem, bodo celo zimo proizvajali hrano za naše rastline. Spomladi bomo ravno tako kot na visokogredi samo zasadili solate ali pa drugo zelenjavo. Ta zastirka bo varovala zemljo pred izpiranjem hranil v globje plasti zemlje. Poleg tega pa vse, kar bo se iz gnoja izcedilo, oziroma iz tega komposta, se bo absorbiralo v oglju. Za zastiranje lahko poleg sena oziroma slame uporabimo tudi vse rastlinske ostanke. Recimo, mi smo tu uporabili ostanke taget, ki nam bodo odlično izboljšale razmere na sami gredici. Potresemo, recimo debeline 20 cm. Ko pade dež, se potem ta zastirka stisne skupaj in je spomladi potem samo še par centimetrov. Tako. S tem je naša greda obogatena z ogljem in bo polna hranil dočakala spomladansko sajenje. Letošnja sezona krompirja je bila dokaj slaba.
z ozirom na vremenske prilike. Ker je bilo dolgo sušno obdobje, je krompir praktično na vrhi že speklo. Zato smo mogli res paziti, ko smo ga izkopavali, da nismo vsega skup dali. Da smo tistega, ki je bil na vrhi, smo ločili, od onega, ko je bil mal bolj skrit pod zemljo. S tem, da je krompir bil predčasno skopan in tudi preveč žene zdaj. Ne? Ko del ostane v zemlji, manj pol ima poganjku. Zato ga bomo mogli letos že v tem mesecu ali pa začetku drugega meseca obvezno obrati, ker ima prevelike cime. Kakšen je pa najboljši način in prostor skladiščenja glede na izkušnje, ki jih imate? Najbolj primerno, da je suhi prostor, ne premrzel, ne prevroč, raj bolj mrzel, ker se vedno da še krompir zaščititi s kakšno odejo ali deko ali s čem. Če je pa prevročil, pa ne moreš odvzeti vročine. In takrat še pa bolj žene. Jaz ga čisto malenkost posujem takrat, ko ga preberem, ko je konec v jesen, z živim apnom, ampak res minimalno. To malo odganja mrčes oziroma miši, pa zaščiti ga proti gnilobi. Videli smo, da torej nekateri, predvsem krompir, v kleti posujejo z apnom. Kako je s tem? Kako je potem za prehrano človeka in pa kako je to za sam gomolj? Ja, to ljudje delajo zato, da bi kasneje kalil, ne? Predvsem pa zato, ker posebej takrat, kada imaš kakšne domače seme, včasih tudi samo zdravstveno stanje gomoljev pravzaprav vprašljivo in apno v bistvu tudi razkožuje, ne? Da se ta krompir kasneje začne gniti. Jaz bi sama ljudem rajši priporočala, da najbolj zmerno gnojijo krompir, naj poskuša čim bolj zdrave gomolje pridelati. Se pravi, če vidimo, da nam je krompirjeva plesen napadla sam nasad, se preprosto treba to listje pokositi. Krompir, verjamete mi, tudi če je še čisto taki nežen pa mehek v zemlji, ga pustimo v zemlji, bo kožica dozorela, boljše to kot pa apna. Apno je kljub temu neka stvar, ki glih vsaka ne bi po žličkah jedel, ne? Se pravi, če ga ne bi po žličkah jedel, verjetno tudi ni ravno primerno, da ga dajemo na hrano. Drugače pa, da bi bil pa kot neki taki strup, ki bi se ga pa res mogli izogibati, kot so pa tile fitofarmacevtski pripravki, ki jih kupimo, da krompir ne kali, to pa ni. Kako pa sicer zdaj preglejujemo v kleti plodove, ki smo izhranili? Ja, zdaj je v bistvu januar, ne? Dan se že podaljša, ne? V drugi polovici januarja se v bistvu že čuti, da se je dan podaljšal. Posebej glede na to, da je bilo lansko poletje pravzaprav skoraj lahko rečem nemogoče in že tisti, ki vam kali ali krompir ali korenje ali kaj, ne misli, da ste kaj narobe naredili. Čisto preprosto, zaradi tistih visokih temperatur, ki so bile, je v bistvu lani dosti slabše skladiščno dozorelo. Vsi gomolji, pač enim bolj, enim manj, odvisno kje pa kdaj pa kako so jih pobirali. Mogoče opozorim za naslednjič, v takšnih vročinih ne pobiramo, rajši pustimo v zemlji, pa na gredo tudi nanosimo neko senčilo, da bomo čim bolj ohladili zemljo, pa da sonce ne bo skozi peklo. Če pa že moramo iz kakršnega koli drugega razloga pobrati, pa to naredimo vedno zgodaj zjutraj, ko je še ohlajeno. Ne popoldne, ko je vroče. Ne? V takem primeru mi v bistvu povzročimo, da se vsi gomolji, se ne samo krompirjevi, slabše skladiščijo. In zdaj je pač tisti čas, ko moramo iti v skladišče malo pogledati, se navadno nam nos pove, ampak problem je v tem, ko nam nos pove, se pravi, ko zasmrdi, je že pozno, ker ni samo tisti gomolj, ki je začel gniti, ampak zagotovo še kakšen okrog, ne. In to bi predvsem opozorila, če vidimo, da je bil že kjer gomolj, ali pa govorim tudi o korenu, govorim tudi o daljah, gladiola, vse velja, pravzaprav pri daljah, reginah se zelo pogosto tudi pojavlja še pogosteje kot pri krompirjih, tako gnitje proti koncu januarja, da odstranimo, ali pa ne odstranimo, se lahko samo izoliramo, tudi tiste gomolje, ki so bili okrog tistega gnilega gomolja, lahko jih damo posebej ali pa si jih odnesemo gor, pa jih čim prej pojemo, če so še zdravi, ker so se glivice gotovo že razširile tudi na soseščino, ne. In predvsem poskusimo, če imamo previsoko nasut krompir ali v globokih kiščicah, da te kiščice malo znižamo, ker vedno, če imamo mi veliko maso, pomeni spodnji krompir je že pod nekim pritiskom, skratka pod težo, ne, in bo prej začel gniti. Torej, in vse, kar je načeto, nagnito,
Vse, kar je nagnito, je treba odstraniti. Takrat, ko rastlina začne gniti, tudi če je že en del gnil, drugi še pa ne, tudi začenja izgubljati koristne snovi. Tako da nekaj velikega koristi od tega, če mi poskušamo to rešiti na tak način, da bomo nekaj odrezali, nekaj pa pojedli, ni. Ne? In jaz res reči svetujem, da to odstranimo in v takem primeru ne dajemo na domač kompost. Načeloma sicer dajemo lahko na kompost tudi obolele rastlinske dele, če v jeseni ta kompost pol zložimo, tako kot je potrebno po tistih plasteh, ker v tem primeru se razvijajo dovolj visoke temperature, da uničijo glivice. Zdaj po zimi se pa ne bojo razvile, ne? In se lahko zgodi, da se še kam razširijo, tako da teh obolelih stvari na svoj domač kompost pa jaz tega, kar bom zdaj odstranila, ne bi dajala. Obstaja okoli 40 različnih vrst jelk in čeprav tole trbizovo jelko na Pohorju uvrščamo med navadne ali bele jelke, je drevo izjemno, naravni spomenik za kar 110 cm premera v prsni višini. Katere so pa še druge odlike tega drevesa? No, to drevo je res nekaj posebnega, je velikan med jelkami na Pohorju. Lahko rečemo, da zaradi svojih dimenzij izstopa iz nekega povprečja. Vidimo, da za svojo višino preko 40 metrov nekako kraljuje nad ostalim drevjem v širšem prostoru. Pa tudi, če bi izračunali, kakšen je volumen lesa, pridemo kar do številke preko 10 kubikov, kar pa je za tako eno povprečno drevo veliko. Videti je zelo vitalno, v kakšnem stanju je to drevo? Če pogledamo samo lokacijo drevesa, ugotavljamo, da je kljub temu, da je locirano ob neposrednem cestnem telesu, še v razmeroma dobrem stanju. To ugotovimo po krošnji, po sutosti iglic, po lastnosti same skorje in po prirastkih. Se pravi, če spremljamo višinsko in debelinsko prirast drevesa skozi obdobje 10-20 let, lahko po določenih metodah ugotavljamo, kako drevo kakovostno prirašča in se pravi tudi, kakšna je njena vitalnost. Drevo je v zasebni lasti. Tako. To vidimo tudi po teh oznakah. Lastnina je zasebna, to opazimo zlasti v teh območjih po gozdarskih oznakah, ki imajo označbo v rumeni barvi, kar pomeni, da gre dejansko za zasebno lastnino. Staro je 160 let. Koliko je to za jelko? Kakšna starost? To je za jelko relativno malo. Jelke doživijo starost tudi preko 300 let, kar je seveda izjema v današnjem času, kajti takšne starosti dosegajo večinoma oziroma praviloma v pragozdnih območjih. Dočim pa v gozdovih, ker je funkcija izkoriščanja lesa tudi v ospredju, pa take starosti pravzaprav ni, oziroma so zelo redke. Kako malo cenimo drevesa, naravne spomenike, dokazuje propad marovtove jelke, enega najmogočnejših in najstarejših dreves na Slovenskem. Obseg jelkinega debla je znašal več kot 6 metrov, v višino je sprva merila 43, potem ko je njene 3 vrhove prelomila strela pa 23 metrov. Njen zadnji lastnik, Franc Ačko, marovt po domače, je prepričan, da jelke ni pokončala strela, saj tistega dne, ko je drevo zagorelo, sploh ni bilo neurja, temveč naj bi bila za njen konec kriva človeška malomarnost. Deblo jelke je bilo namreč votlo, vanjo pa so mimoidoči radi metali različne odpadke, tudi ogorke. Žalosten konec več kot 250 let starega drevesa. Takole pa je bila jelka videti v decembru pred dobrimi 15 leti. Kaj se je dogajalo z jelko, da je bila v preteklosti že skoraj ogrožena, zdaj pa se v gozdove spet vrača? To je avtohtono drevo slovenskih gozdov. Če govorimo za območje Slovenije, je vzrokov seveda več. Ni vzrok samo eden. Eden izmed teh, ki je bil v preteklosti najbolj izpostavljen in je mogoče zagovarjal tezo, da je vzrok predvsem v poluciji. Se pravi v zračnih masah, ki prenašajo umazane delce in potem posledično
bi jelka naj pričela tudi propadati. Vendar zadnje študije kažejo, da je vzrokov več. Eden izmed teh je lahko zagotovo v strukturi samega gozdnega prostora, kajti jelka je vrsta, ki potrebuje visoko zračno vlažnost in ki jo tudi po eni strani zagotavlja z eno primerno strukturo gozda. Ker je jelka ene vrste tudi dominantna vrsta, vendar kljub temu zraven spadajo še tudi druge ostale drevesne vrste. Naprimer v dinaridih je to tip gozda, kjer se izmenjujeta jelka in bukev. In v preteklosti seveda tudi na Pohorju je bila bukev zapostavljena in posledično se je spremenil sam gozd, kjer se po eni strani tudi jelka sama favorizirala, vendar zaradi tega je se spremenila sama struktura gozdnega prostora, kar pa jelki na dolgi rok ni ugajalo. Zato je tudi iskati vzroke v tem, da je gospodarjenje za ohranjanje jelke nekoliko drugačno, kot bi moralo biti v svoji osnovi. Seveda so pa tukaj še tudi druge vsebine, ki se kažejo v spremembi same klime. Jelka je namreč izrazita drevesna vrsta severnih in vzhodnih nebesnih leg, se pravi, tam najde svoje ugodne pogoje bivanja. In če jo imamo pa na drugih območjih, pa seveda lahko tudi vrsta bolj dovzetna na razne bolezni, naprimer na razne glivična obolenja in potem na bolezni, ki jih povzročajo razni zedavci. Jelka je bila v preteklosti gospodarsko pomembno drevo. V lesni industriji so jo cenili, saj njen les ni smolnat, tako kot pri drugih vrstah iglavcev. Zraven tega pa je jelka zelo medonosna drevesna vrsta. Lahko bi rekli najmedonosnejše drevo gozdnega prostora v Sloveniji. Vsi poznamo tisti temen, dober hojev med in ravno ta lastnost, da ima jelka možnost medenja v poletnem času, privablja veliko število čebelarjev, ravno na območje Pohorja, ki je znano tudi širom slovenskega prostora. Tako da po tej plati se želi tudi očuvati jelke in iskati možnosti za neko trajno koriščenje. V zadnjem času pa narašča vrednost te drevesne vrste zaradi zdravilnih učinkovin v lubju. Izvleček iz lubja bele ali navadne jelke vsebuje flavonoide, ki imajo antioksidativne učinke. Skratka, učinkovina deluje protivnetno in veča odpornost organizma. Če vam je zjutraj, ko odhajate v službo, hladno in vas na avtomobilskih steklih občasno pričakajo tudi ledene rože, je med orhidejami dobrovniškega rastlinjaka toplo. Tukaj je okrog 20 stopinj Celzija. Je to tista temperatura, ki orhidejam rodu Phalaenopsis najbolj ustreza? Drži. Phalaenopsise gojimo pri temperaturah med 18 in 30 stopinj Celzija. V zimskem času to definitivno okrog 20, to so temperature naših stanovanj. To jim čisto ustreza, to so zimske nižje temperature. Ko pride do teh nižjih temperatur, potem zacvetijo, torej to je v zimskem času. Poleti, ko pa je topleje, pa so to temperature primerne za njihovo rast, zato poleti večinoma ne cvetijo. Govorimo o Phalaenopsisih seveda. Ko pa pridejo jesenski meseci, zimski meseci, pa nam temperature v stanovanju padejo na okrog 20, morda po noči celo manj, in to je signal za cvetenje. Podobno se zgodi tudi v naravi, rastejo oziroma uspevajo, prihajajo iz jugovzhodne Azije, iz Indonezije, Malezije, Filipinov. Na tem območju so temperature konstantno visoke, ko pa pride zimsko obdobje, monsun, potem se temperature nekoliko spustijo in ta monsun traja nekaj mesecev. Te nizke temperature so signal za začetek cvetenja, podobno kot pri nas zima. Kako je zdaj svetlobo, če imamo Phalaenopsise na okenskih policah? Je to dovolj svetlobe? V zimskih mesecih je pri nas v naših stanovanjih še posebej premalo svetlobe. Že zaradi tega, ker je dan prekratek. Phalaenopsisi, nasplošno vse tropske rastline so navajene na zelo enakomerno količino 12 ur svetlobe in 12 ur teme, ker je namreč na ekvatorju takšen dan skozi celo leto, ni sezonskega nihanja in zato jim je po zimi pretemno. Zato je njihova rast upočasnjena in zato so tudi njihove potrebe po zalivanju in gnojenju manjše. Ampak v tem času Phalaenopsisi ponavadi cvetijo. Kako jih torej zdaj oskrbujemo? Morate vedeti, da je cvetenje, torej obdobje cvetenja Phalaenopsisov pravzaprav obdobje mirovanja. Torej, to cvetenje, ki ga opazujemo,
To cvetenje so rastline zaslužile pred meseci in so vso tisto energijo nakopičile v listih. Torej, če nam Phalaenopsisi cvetijo zdaj, pomeni, da je to zato, ker smo prej delali dobro in ne zato, ker je zdaj dovolj svetlo, ker ni, ne? In tudi zalivanje mora biti ravno toliko, da se vzdržuje neka vlaga, nek turgor, nek pritisk v rastlinah. Pravzaprav pa vsa energija za cvetenje prihaja iz listov, ki si jih je rastlina formirala poleti v dobrem letnem času. Kako jih torej zalivamo zdaj? Enkrat tedensko vse nam potrebujejo? Zelo bi bilo lepo, če bi se to dalo povedati. Če bi lahko rekli, da je to enkrat tedensko. Nažalost, temu ni tako in je treba predvsem dobro opazovati. Se pravi, ko je vsebina lončka, korenine v lončku, ko so suhe in torej postanejo srebrne, ne več zelene, takrat je to primeren trenutek za zalivanje. Če pogledava kar to rastlino, ta je že dovolj zalita in bo torej potrebno zaliti čez kakšen teden, kjer se zelo lepo vidi, da je tale rastlina dobro zalita in se vidijo lepe zelene korenine, medtem ko ta rastlina tu zraven ni dobro zalita in so korenine že postajajo srebrnkaste in bo počasi zrela za zalivanje. Torej, če rastlino pogledate in vidite takšne korenine, zelene, potem morate še počakati, da pridete do te faze, ko rastline postanejo srebrne. To je signal, da je rastlina zrela za zalivanje. Ta rastlina bo v razmerah enega povprečnega stanovanja vsaj en teden, če ne kar 10 dni, preživela brez zalivanja, medtem ko je ta rastlina, kjer že vidimo zelo srebrne korenine, bi jo lahko zalili pravzaprav že danes. Velja pa pravilo pri orhidejah na splošno, da kadar niste prepričani, še raje počakate en dan ali pa dva. Večina rastlin odmre zaradi preveč vlage, ne zaradi premalo vlage. Kako jih zalivati? Obstaja več načinov pristopov k zalivanju. Morda je najpreprostejši ta, da rastlino preprosto v okrasni lonček nalijete toliko vode, da rastlina plava v njej in potem čez 5-10 minut, pol ure vodo odlijete. Drug način bi mogoče bil pomakanje v vedro vode, nekateri rastline tuširajo. Gre predvsem za to, da vsebino lončka temeljito popolnoma premočimo. To se pač da doseči na te razne načine. Vsekakor je pa najslabši tisti način, kjer malo po malo, vsakih nekaj dni malo vode zlijemo noter za zalivalko. Na ta način namreč ne premočimo celotnega volumna lončka. Phalaenopsisov ni treba rositi. Čeprav izvirajo iz tropskih krajev, dobro prenašajo tudi suha, ogreta stanovanja. Z nepravilnim rosenjem lahko povzročimo tudi razvoj kakšne bolezni. To izgleda nekako takole. Se pravi, če rastlino škropite s pršilko po cvetovih in so cvetovi vlažni še preko noči, potem zelo hitro pride do okužbe z botritisom, ki se je pravzaprav ne da pozdraviti. Se pravi, teh pik niso čisto nič nalezljive in ne bojo šle naprej, če vi prenehate z rošenjem. Torej, če že rosite, izogibajte se cvetov, ker zelo pogosto, sploh v zimskem času, vodijo v botritis, ki trajno iznakazi cvetove in je torej popolnoma nepotrebno. Po cvetenju Phalaenopsisov ni treba zavreči. Če jih bomo ustrezno oskrbovali, bodo naslednjo zimo znova cveteli. Kako jih negovati, ko odvržejo vse cvetove, ter kdaj in kako jih presaditi, v prihodnji oddaji.